U rektoratu Univerziteta u Novim Sadu na Štvartejskhatski konzorcijuma visokoobrazovnih ustanovoh žemoh mehanizma 16+1, rektori univerzitetoh za žemoh centralne i vostočne Evropi i Kitaju diskutovali o konkretnih kročajev u rozvijevanju vzajemnih vjazov. Včera na 5. konferenciji ministra obrazovanja tih žemoh usoglašena Novosadska deklaracija, do kotre je budovanje osnovi sotrudnictva u vjazi z obrazovanjem, inovacijami i nauki. Jej osnovni naprijamki še odnoša na mobilnost vyhľadovačoh, valjanje jazičnih barijeroh medzi državami i čeranku školjaroh i studentoh. Ostava, že by deklaraciju potvrdili 3 baltitski državi, co bude okončene u naihodzacích 30 dňoch i tedy ona bude urjadovo prilapena. Hlavna tema obidvoch shodoh to sotrudnictvo, kotrema doprinijest mocnjenju kapacitetoh u oblasti visokog obrazovanja, nauki i inovacijoh, jak i ustanovjovanje fondu, kotri bi omožljival, že bi še vjedno nabavljalo opremu potrebnu za robotu visokoobrazovnih i naukovih institucijoh. Predsjedatelj pokrinjske vlade Igor Mirović vyražal zadovoljstvo, že še taki važni shod konzorcijom institucijov visokog obrazovanja otrimuje u Novim Sadu. On hval, že inicijativa Jeden pas, jedna draha za Srbiju jedna z najvažnejših globalnih inicijativov, s kotrej hasno budu mac šitski učašnjiki. Horodonačalnik Novog Sadu Miloš Vučević vyjavil, že očekuje, že rezultat konferenciji bude formovanje Zajednickog instituta Ramikov univerziteta u Novim Sadu. Institut bi trebal biti sformovani vjedno s partnerami z Kitaju i žemoh z centralnej i vostočnej Evropi.